Kako ocenjujete zdajšnjo situacijo, ko se število okužb ponovno povečuje? Kaj napovedujete za bližnjo prihodnost, zlasti za prihajajočo jesen in zimo, ko se število virusnih okužb, viroz močno poveča? Tokrat bo to tudi v smislu covida najbrž prineslo velika presenečenja, ki jih zdaj marsikdo, ki denimo ne želi upoštevati zaščitnih ukrepov, ne pričakuje. Ja, to je zelo težko vprašanje. Nas preseneča iz dneva v dan številka, ki je objavljena vsak dan za prejšnji dan, in naša država se je kar čez noč znašla v rdečih številkah oziroma označena kot rdeča država. Zdaj mislim, da bi najboljši zgled bil tam, kjer so doživeli katastrofo, in to je bila Italija. Italijani so zdaj izredno vzorni. Prej je pri njih prav tako bila situacija, preden niso tega doživeli na lastni koži. Sedaj pa vidimo pri njih zelo dosledno upoštevanje vseh ukrepov, dejansko tudi maske, kjer bi mi seveda mislili, da pa seveda niso potrebne, to je na prostem. Ampak vidimo, naprimer, če je gosto poseljena ulica z veliko ljudi, kjer ni možno zagotoviti neko distanco med ljudmi, tudi dejansko tam maska verjetno bo potrebna. Tudi na kakih srečanjih na prostem, kjer mislimo, da dejansko smo pa zelo varni pred virusom, to bo treba verjetno tudi spremeniti. Druga stvar je pa, da dejansko so številke zaskrbljujoče, in to smo že vedeli že nekje tudi tam marca v samih objavah, da poletje bo eno obdobje miru, mirnega obdobja, veliko se lahko pa naučimo kar iz preteklosti. Med špansko gripo je bilo popolnoma identično. Poletje je bilo eno zatišje, ljudje so mislili, zdaj smo rešeni pred to veliko nadlogo. Potem se je pa začelo konec septembra in v začetku oktobra, ko je dejansko se začela velika morija, in takrat je dejansko v drugem valu, kar jaz mislim, da tudi pravi drugi val pa zdaj komaj prihaja. Pravi drugi val komaj zdaj prihaja, enako kot malo več kot pred 100 leti med špansko gripo, ko dejansko, in to je tudi veliko znanstvenikov verjame, da poleti smo imunsko popolnoma drugačni. Zdaj se večinoma ugotavlja, da obolevajo mlajši, res je, ampak je bilo kar nekaj tudi vmes starejših, ampak pri teh starejših ta okužba ni potekala na tako grozen način, kot pa naprimer marca, na koncu pomladi. In to je dejansko za iskati prav v različni imunosti v poletnem času, prav zaradi razlogov, ki smo jih že prej navajali, izpostavljeno soncu in drugim dejavnikom, hkrati pa tudi z boljšo imunostjo poleti. Zdaj se pa začenja drugo časovno obdobje, ko se lahko marsikaj spremeni. Jaz mislim, da kje v sredini, že konec tega meseca ali pa v sredini oktobra se bo pa potem konkretno spremenilo. Ampak ljudje dejansko se najboljše učimo na svojih napakah. Tako da je pa res, da Slovenci znamo stopiti skupaj, znamo biti natančni. Je pa res, da večinoma upoštevamo stvari, ki so obvezne, ne pa priporočene. Tako da poleti morda je bila malo napake, da so bile maske tudi samo priporočene, za katere smo se marca naprimer tako borili. Ampak zdaj pač so številke takšne, kot so. Zdaj moramo pa delati na teh številkah in planirati za 2 meseca naprej. Ne pa gledati dan nazaj ali pa teden nazaj, ampak samo naprej in kako to dejansko nekako umiriti. V tem smislu je pravzaprav zanimiv fenomen, kako precejšen del javnosti pravzaprav raje verjame nekakšnim teorijam zarote, kot pa dejanski nevarnosti, ki jo prinašajo tovrstne okužbe. Ja, dejansko vsak ima pravico, da verjame, kar verjame. Tudi večino ljudi razumem na nek način. Marsikdo je razočaran nad situacijo, marsikdo je razočaran nad omejevanjem, ampak za višje dobro, javno dobro, kot smo videli iz zgodbe o uspehu na Kitajskem, ko je 1,3 milijarde ljudi
stopila skupaj in eradicirala okužbo v mesecu, 2, 3. Sedaj pa dejansko so država brez kakšnih večjih težav. Bi pa morali vseeno nekako imeti nek višji cilj v mislih in vseeno stopiti skupaj. Je pa res, da čez 3 ali pa 4 tedne bo zgodba drugačna in mislim, da tudi ti ljudje bodo potem počasi začeli verjeti. Je pa res, da vsak ima to pravico, da tudi podvomi, kar je tudi prav. In tudi 100 let nazaj med špansko gripo veliko je bilo dvomljivcev, veliko je bilo antimask skupin. Ampak pol čez čas se je pa videlo, da dejansko naredi situacija svojo pot in da potem se vidi, kaj je prav in kaj ne. Je pa res, da dejansko, če že ogrožamo sebe, pa ni prav, da ogrožamo pa druge. Ko masko nosimo v zaprtem prostoru, jo nosimo zaradi drugih, drugi pa zaradi nas, kar smo že marca čisto na začetku opozarjali, še preden so maske bile obvezne, oziroma je stroka, večina stroke celo dvomila o dobrobiti in poudarjala tudi lahko negativne, neželene učinke. Je pa treba poudariti, da WHO je en velik aparat, ki je zelo rigiden in zelo počasi sprejema. Ampak mi, kot Slovenija, smo pa majhna država in lažje, naprimer, mislim, da je to prednost pri omejevanju, naprimer, takšne okužbe, kot je ta nova.